Ja, po tehle lepih joškah pa je z mano moja prva nocojšnja proper uradna gostja. To je gospodična Barbara Pirh. Živijo. Živijo, Barbara, počakaj, da te napovem. Lej, Barbara, ti si vse in še več. Ti si TV voditeljica, radijska voditeljica, organizatorka porok, fitness trenerka, ekspertka za zdravo prehrano, strokovnjakinja za narodno zabavno muziko, ki pozna vse možne ljudi od tam, se pravi čudovita in krasna gostja, ki si je zaslužila poseben tretma v Gardnerjevem bordelu. Barbara fucking Pirh, lepo zdrav. Živijo isto. Živijo. Moje prvo vprašanje se glasi, glede na to, da si na Facebooku vedno v nekih bodih, pa spodnjem perilu in kopalkah, zakaj si ravno danes, ko si v bordelu, pa oblečena, ne? Evo, ravno zato sem želela narediti malo spremembe, sem rekla, ker... Ravno v bordelu sem rekla, da bom pa popolnoma zakrita in v najbolj konzervativni obleki. Super, mogoče ne bo kdo gledal. Barbara, lej, moram pa vsem pohvaliti, namreč nisi glih znana po elegantnih oblačilih, vse kar se tiče slik tega, tako da si se oblekla zelo lepo in moram pohvaliti ta tvoj današnji stajling. Hvala. Ja, pravzaprav se rada uredim, ampak ja, večino dneva pa sem v takih bolj udobnih oblačilih, ampak še zmeraj nekako športna eleganca mi je najbolj blizu. Ker glej, po slikah sodeč na Facebooku, ti se, Barbara, ne znaš slikati. Ti narediš selfije v najbolj čudnih pozah, kar obstojajo. V resnici si pa ti ful elegantna in seksi ženska. Zdaj pa ti povej, ti znalaš take glupe selfije delaš, pa skrivaš to svojo lepoto, ali kaj je tvoj problem? Ne vem. Zdaj ne veš, da imaš čudne selfije, zdaj se delaš butasto, kaj, res ne veš? To sam ti praviš, veš, mogoče se pa meni zdijo tvoji selfiji butasti. Ne. Ne, Barbara, ker jaz sem pa svetovni prvak selfijev, ne? Ti imaš vse selfije enake, ne? To je Se pravi, če bi dal copy-paste, vsi bi bili enaki. Sorry, okej. Gledaj, lej, kaj si raje? Si raje elegantna ali si raje športna? Kaj si raje? Čisto odvisno od priložnosti, situacije in družbe. Družbe. Okej, zdaj pa gremo na točko 1, to je organizacija porok. Dobro. Daj ti meni zdaj povej, ne? Res dejansko ljudje rabijo nekoga, ki jim to organizira, ne morejo sami to narediti. To me najprej zanima, ker res, ko razmišljam, če bi se jaz poročil, jaz bi naredil 5-6 klicev in bi se poročil, ne? In bi sam vse uredil. Zakaj nekdo rabi tako imenovanega wedding plannerja, ki smo jih navajeni iz tujine? V čem je fora? Naj najprej povem, da sicer ja, organiziram poroke tudi v celoti, ampak načeloma je moj del tisti zabavni del, se pravi animacije. Če te greš z ženinom spat, ali kaj? Ali ne? Ne. Da se pridruži ženinu pa nevesti na prvi poročni noči? Tudi to ne. Kaj pa pol? Do poročne noči. Aha. Do takrat z njima in z družbo, se pravi, da skrbim za dobro vzdušje. Da si klovn, ali kaj hočeš reči? Ne, klove nisem. Kaj pa si ravno, recimo, da sem v takih petkah, kot sem danes, čeprav se jih ne vem, če se jih vidi, ne? Dvigni noge v zrak. Ja, veš, da se jih vidi, lej, se jih vidi, super, bro. No, in grem, recimo, če je treba tudi na mizo, zato da so gostje veseli, srečni. Na mizo? Kako to misliš, na mizo? Ja, plesat. Aja, kot striptizerka? Ne, to pa ne. A kot oblečenka? Kot oblečenka. Kot oblečenka, ja. Pa zraven imam običajno še DJ ali pa kakšen ansambel, no. Ampak ja, tudi v celoti lahko organiziram poroko, ampak se mi zdi, no, da ljudje čedalje bolj posegajo po teh storitvah, zato ker ali nimajo časa, ali nimajo ideje, ali si želijo poroke, ki je res nekaj posebnega, tematska recimo, ne. Ne vem, lahko si zamislijo poroko na balonu, ne vem, na letalu, karkoli. In zato potrebujejo veliko organizacije. Kjera je bila pa recimo ena takih bolj posebnih porok, ko se recimo spomniš, kjer si prisostvovala tako ali drugačno? A v negativnem ali... Oboje. Negativni je vreden ta, da je ženin pofukal kako družico, ne? Kaj pa si pa ti mogla rešvati to? Ne, v bistvu je bila ena poroka takšna, da sta se ženin in nevesta sporekla še pred večerjo. Sta šla vsak na svoj konec. In ja, poroka je skoraj da propadla, ampak nekje v polnoči sta se pa pobotala. Kaj pa je bilo narobe? Mislim, veš, kaj se je zgodilo? Kdo ve? Nihče ne ve. Niste ti povedala? Ampak ženin, ko sem ga vprašala, ali je fajn zdaj, ko je v zakonu, če kaj drugače, pa to je rekel, ne vem, če bo vas zdržala do prve obletnice. In to je povedal na mikrofon. Zakaj pa se je bolj poročal? Ne vem. Kaj, imaš ti pravico odsvetovati poroko parov? Čujta, dajta se zresna, dokler je že cajt, ne se poročiti ali ne, ali pa podpiraš. Če bi to naredila, bi lahko večkrat kaj takega omenila, ja. Ker včasih pa kakšnemu paru vidiš že tako na
1000 kilometrov, da tole pa ne bo šlo. Zakaj se pa bolj poročajo ljudje po tvoje? Kaj je fora? Po Iz moje prve roke to najbolj veš, ker si tam, no? trenutno je to en velik trend. Poroka je trend. Ja, res je. Kdaj, pizda? Je. A ni fuk trend? Ne, Poroka je trend. Ne. Pizda. Je poroka trend, ampak se mi zdi, da marsikdo pa ne ve, zakaj sploh poroka obstaja oziroma kakšen je njen pomen. Ne, in da je to resnično naj bi bilo za večno, ne? Ja. Ne, da je to samo ena dobra zabava. Vse zabavo lahko imaš tudi brez poroke, ne? Ti, no, kaj pa te bolj poredne zadeve porok, recimo, v filmih to večkrat vidimo, no, da se malo tele družice, malo spogledujejo s temile drugimi prijatelji. Je kakih takih kurbarin, teh porok, kaj vidiš to ti? Tako direktno, da bi videla na svoje oči, ne, ampak se pa marsikaj dogaja. Tako, ko vidiš te poglede, kako švigajo oči sem in tja. Ja, mislim, da marsikatera čustva pridejo na plano, ravno na poroki. Če to te zaprašujem, poroka naj bi bila sveta stvar, kjer je potem zavedno. Naj bi bila, ne? Rečva, naj bi bila, Ja. in potem ni varanja, ni skokov čez plot, pač ko se poročiš, je to. Ampak že na poroki praviš, da vidiš neke iskre. Torej, je možno Ja. biti zvest po tvoje. Je zvestova fikcija ali realnost, no? Seveda je možno, če imaš nekoga resnično rad, mislim, da Misliš, si da varanja ne moreš iti privoščiti. z drugim, če imaš vse, da imaš rad, pa ne moreš iti vse z drugim, malo. Lahko greš, ampak ne. Pol ni Ne, prava jaz ljubezen. tega ne podpiram. Pusti, kaj ti podpiraš. Ne. Ne. Se pravi, če greš z drugim, nimaš dovolj rad. Nekaj ni v redu. Nekaj ni v redu. Nekaj- Malo za foro, za hobi, za štos. Ja, ampak nekaj ti očitno v tisti vezi ne paše. Nekaj ti ne paše. Ne? Da mi povej, si kakšne znane poročila, mislim, bila zraven pri kakem znanem paru. Pa se vsi so na nek način posebni in znani. Mislim, a pa ne? org znani, vsak je tako, da že vsak je po svoje lep. Ja, ne, ni. Sorry. Lej, mislim, Ne, pa George Clooneyju recimo nisem bila, no. a to bi to skotla biti. Ja, pa- Pa njegovi Amal, ne, ali kaj je? Ja, veš, da ne vem. Ja. In ti si ekspertka za poroko. Rumenega Ja. tiska ne berem Bereš. ravno veliko. No, to mi povej, kaj pa tvoja poroka? Ti si na tem že ali ne? Mislim, imaš fant, si samska, kaj samska si, ne, kako vem. Nekaj vmesno. Čakaj, ljubimci ne štejejo. Zdaj govorimo o orang proper fantu, da pač ga ljubiš. Tem recimo, da ne. Da ne. Je pa nekdo, ki je recimo mi nekoliko bolj poseben od Sam drugih. ne ve on tega, ne kaj? A ve. A ve, kaj se dobivata. Se. In kaj se dogaja? Fajn je. Je fajn. Ja, Kaj vem, v da je. poroko, načrtuješ poroko? Nekoč, nekdaj. Ja, mislim, čakaj. Ja. Barbara, koliko Ampak si- jo ne še neč. koliko si Pa stara? kako lahko to vprašaš? Ja, koliko si stara, povej. 25. Lažeš. Zgledaš dober, ampak vem si, več si stara. Imela sem okroglo. V 30. Tako. No, pa to pa je čas, da se poročiš, vem ti, da se Ali- zresniš malo. Tudi zate je čas. Čakaj, pusti mene, jaz sem podala. Ne, mene, že sem podala, le, za meni več pomoči, ne. Tudi jaz se reštejem med normalne. Ja, to je pa tako da- dobro. Okay. No, zdaj pa gremo, Barbara, od teh porok, Ja. malo na ta športni del tvojega življenja. Namreč zdi se mi, da zadnje čase vse več ljudi posega po fitnesu, po rekreaciji, da smo Slovenci v bistvu, čeprav morda se to ne zdi, športni narod. Lej, ljudje, to mene fascinira, ljudje plačajo štartnine za razne maratone, za razne dogodke, torej Ja. plačaš, da lahko greš laufat, ne? Ja. Plačaš, da greš v fitness, plačaš trenerju, da ti pokaže vaje. Tako. Zakaj misliš, da smo Slovenci vsaj, takole rečeno, športni narod? No? Ja, mislim, da že na tej profesionalni ravni smo zelo športen narod, že od nekdaj konec koncev. Ne? Profesionalni športniki Dobro, so zelo to so dobri, te, a ne? kaj pa Ampak te zdaj je ta privatni, ja. rekreativni šport je ratov res zelo močen. a ne. Pa radi se dokazujemo. Aha. Ne? Saj lahko greš laufat, tudi tako zase, a ne rabiš plačati četrtnine, ampak je pa fajn tam prehiteti svojega znanca ali pa karenega mimoidočega. Kaj pa če si zadnji? Ja, no, tega si pa nihče ne želi. Ja, a ne ne. vidiš, ne. No in Barbara, če te vprašam zdaj recimo neposredno povezavo seksa in športa. Misliš, da nekdo, ki je športno aktiven, je pol boljši v posli ali Ja. ni nujno? Kako veš to? Vem, Mislim, kako mi lahko to dokažeš? zato ker so mi zelo všeč športniki. Ja, pa te pusti, kaj sem te pošilja, da te vzburja športnik. Pa vem, da so dobri. Ja, mislim, boš pač ti, ampak nasplošno, če te vprašam, misliš, Ja. zakaj misliš, da je nekdo, ki je športno aktiven, tudi boljši ljubimec? No? Zato, ker je bolj sproščen, ker je kondicijsko bolj pripravljen, ker mu hormoni bolj divjajo. Ja. Recimo, ne vem, športnikom, profesionalnim, po kakšni tekmi zelo paše seks. A to z prve roke veš. Ja, vem, ja. Veš. Ampak glej, kaj pa, da se ti zaradi športa utrujen, pa si ti seksati ne da? To pa ne? Ne. A to ne gre? Ne, to, Recimo, je, to lej, zate mogoče velja, ki ja, si malo lej, letnika, jaz, ne. ko sem kar hodil v fitness, se mi ne da več seksati. Ne? Lej, ti mi iskreno rekel, ne? Kaj mi to rekla? Ne vem, Da sem potem tako zjeban, da ne rabim seksa, da ga športom naredim. Lej, kaj pa to? preveč fitnesiraš, potem je nekaj To je narobe. problem, je, Ja, ja. No pa koliko je optimalno, recimo, fitness tedensko? Da imaš kardio, pa da imaš uteži, pa to, koliko je optimalno? Da je Za enega povprečnega prebivalca Ja. tam okoli
3 do 4 na teden je popolnoma Več je dovolj. pretiravanje, ne? Ja, edino, če imaš drugačne cilje. Jaz recimo ne zdržim enega dneva brez. Ker ti si norc, ne? Ja. Ti v bistvu, tebe sem gledal, ti objavljaš te slike, pa posnetke na internetu, na Instagramu. Ja. Ti si konstantno v nekem športnem movingu, ne? Ja, A greš laufat ven, ko je dež, ko je vsakem sneg, vremenu. v fitnessu, ti si nora v bistvu na to rekreacijo, ne? ja, v Kaj pa vsakem seksaš vremenu. pol? Ne, nič, ali kaj, sam Normalno, šport? da. Pa čakaj, kaj imaš raje, šport ali seks? Eno z drugim. Pa čemu bi se lažje povedala? Pa to je tako nenormalno Ja, ne, ni, vprašanje. lej, povej. Ne, med tem se ne more človek Ne moreš, odločati. oboje pač. Ja. Jaz za šport vedno najdem čas, za tisto drugo pa tudi. Kaj pa mora biti, tvoj tip mora biti torej športnik, če prav razumem. Ne moreš imeti nekoga, ki ni športnik. Ne, to ni nujno. Je pa fajn, da skrbi zase. Ja. Ampak iščeš pa med športniki potencialne darovalce semen, in Darovalce. potencialne očete, recimo. Ne? Recimo. Ja. Pa mora imeti še kaj v glavi. Ne, To je tudi pomembno. Ja, kar fajn je, a ne? No, kaj pa Dolgoročno. zdaj pa to povej, to je ena taka teorija, mogoče drži, ne, ti povej, ko si bolj v teh fitness vodah, Ja. da moški, ki hodijo v fitness, Ja. ampak oni res pravi fitnesseri, Tisti na builderje. ja, da ratejo toliko samo všečni, da so nemogoči za zvezo in za žensko. Je to res ali ne? A je to pavšalna ocena preveč? Iskreno se mi zdi, da tisti res ta pravi fitnesserji, ne, ki jejo samo še praške in nič drugega, niso pripravljeni na nič drugega. Ne. Se pravi, ne na seks, Se pravi, ne na zvezo, to ne je na pol karkoli. slaba stvar, Ja. v končni fazi, če Ne? pretiravaš, ne? Ja, drugo je športnik, tako pač v enem ekipnem športu, ki ima še življenje zraven, a ne, ali pa človek, ki preživi 5 ur v fitnessu dnevno. a ne. Ampak lej, recimo moški, ki ima popolno postavo, pa se sleče, Ja. nima ono gleda, da ga mora zdaj ženska oboževati kot nekega Adonisa, ne? Ja. Pa je to, mislim, da je to vredno za žensko pol, pa se ona pol čudno počuti, ne mora biti sama Ja. tudi taka. Kak je tvoj pogled na to, no? Verjetno morate biti tam nekje, a ne. Če se, Je fajn imeti ful lepega moškega, no to te hočem vprašati. pa odvisno, kaj je za nekoga lepota, a ne. Ne se sprenevedati, lej. Lej, Kar je lepo, je lepo. Meni Barbara. fitnesser, ki se gleda Ja. 1 uro v ogledalo, ni lep. Ja, Tiste hude mišice, od katerih se odbiješ. a ne. ja, Ne kaj vem, pa meni je to ni te lepo. kaj ti je pa tvoj ideal moškega? Pa težko rečem, veš? Ampak to je je, zelo je, pa materno. fajn, je pa fajn, da je lepo oblikovan, ne pa lepo tisto, da ima oblikovan. tiste mišice, ki jih maže z oljem. Ne. Pa To, to- pa to- ne. to ne To mi maraš? pa ni. a Ne. Aha. Recimo, ne vem, kakšni bokseri so fajn, Boksari, pa rokometaši. da te užge dvakrat, če si preglasna, ali kva? To boš rada. To hočeš, kva? Da te pokne dvakrat, ali kva? ne, profesionalni bokseri zasebno niso nasilni. Da te brani, ali kaj, pred Tako. vsiljivci. Tako. Ti, daj mi što povej, recimo na te tvoje fitness programe, te tvoje, ko imaš, vidim tudi, da imaš ogromno teh skupin, pa da imate Tako, ja. skupinske vadbe, pa da hodijo punce, fanti. Recimo ženske mi povej, se menite kaj tudi o spolnosti tam zraven, recimo, da te kera potarna, da ima tu probleme, pa ti rečeš, lejte, gospa, tele vaje so dobre za to. Obstoja kaj taga? Ne, dejansko ne. Recimo kakšne keglove vaje, recimo, da bi rekli za vagino, ne? Ne. Kak ne, pizda. Te skupinske vadbe potekajo na Dolenjskem, a ne, v Novem mestu, in Ja. tam so mogoče... A tam tega nimate v mojem mestu pač. Aha. Okej. Ne, ženske nad 40-50, mogoče so malo bolj konzervativne, kot pa kje druge. Res, toliko? Ja. A niso šle takrat, ne zaživijo, šle takrat Pa ne ženske? govorijo o tem z mano, mogoče pa s kakšnim Se pravi, trenerjem. a niti ne. nikoli nobena rekla, kaj je na tem področju, kakva vaja, res? Nikoli Ne ni, še. da bi. A res? Ne še. Kaj pa ti z prve roke, če imaš kako vajo, recimo za žensko, ki malo zaspi v spolnosti, kjer vaje so dobre, za to, da se to prebudi? Pa vse keglove si recimo omenil, a ne? Keglove, da pač se zoža mišice v gine, Ja. da spet to je Pa drugo. predvsem, da dela veliko na stabilizatorjih trupa, no. Tudi A to so pa fajn. te, kaj so te plenki, ne? ali kaj? Plenki, pa druge vaje, no, se kup vaje teh, Pa a če si ne. trup stabiliziraš, pa si vseh so dobre, ali kaj? Tako, pa zadnjico, pa tako naprej, a ne. No, koliko pa imajo ženske želje pa potrebe potem, da si recimo izoblikujejo telo na zdrav način? Pa kaj najraj hočejo? Zadnjico? Kaj hočejo najraj? da Ja, imajo to lepo? to so tisti najbolj kritični predeli, ne. Zadnjica, trebuh pa noge. Ne. Ker joške so pač joške, ne? Ja, To nimaš ja, kaj, ne? ja. Pa kako se pa recimo naredi ful dobra rit, če rečem? S kakim vajam? Kaj imaš to? Ful veliko vaj? Ogromno vaje. Lahko je kombiniraš, Ker lahko delaš fitness je bolj malo marsikaj, a ne. naprav, ne? Za rit. Moraš bolj sam delati. Veš kaj, meni se zdi še zmeri, da so najbolj
učinkovite tiste Narava. vaje, ki delaš z lastno težo. Ni fitness bistven tukaj. Tudi sama podpiram ne toliko fitnessa in naprav, ampak lastno težo, ročke, dodajamo elastiko, to, da lahko delaš konec koncev tudi v naravi. Ne rabiš fitnessa plačati za to. Ti, kaj pa moški? Imaš tudi moške tam ali imaš Tudi ženske? kakšen moški se najde. Kaj pa mislim, pride ženske gledati ali kaj je namen moškega, da pride tako skupinsko vadbo, ki so same babe? Ne vem. Ne veš? Ampak mislim, da ne hodijo žensk gledati. Ne, pa si ga vprašala, zakaj je tam, mislim, za kjer ga? Ne, nikoli. Ne, pa si imela občutek, da je šel babe gledati ali da je šel vadbo? Ne, tisti, ki so tam, ne. Tudi ne? Ne. Ti, kaj pa to jim povej? Ne vem, ti verjetno si ženska, malo to drugače gledaš, ne? Ampak se ti ne zdi, da ženska, katerokoli vajo dela v fitnessu, je to porno, ne? Pa ali se skloni, ali se raztegne, ali vse izgleda kot en porno, ne? Je to res ali to sam jaz vidim, ker sem pač prefuken, ne? Iskreno, Barbara, da je res, mislim, da vse na seks asocira, karkoli ženska dela v fitnessu, izgleda kot seks. Ja, ampak vseeno je lepše žensko videti, ko je v takih pozah, kot pa enega moškega. No, zakaj vse, kar ženska dela, izgleda kot seks? Zakaj ne pride, jebem ti telovaditi? Zakaj pride porno zganjati? No, to je povej, zdaj pa moški ne more tam telovaditi, pa sam gledali. Zato, ker če to ne zgleda kot porno, ne, potem to ni pravilno izvedena vaja. Sprav, mora izgledati kot porno. Ne, tako lepo vleknjeno. Če izgleda kot porno, je pravilno izvedena vaja. Je to to. Pol ne zameriš moškim, da so nezbrani tam na fitnessu. Seveda ne. Mora tako biti. Pa so pa še prepotene, pa z dekoltejem po možnosti. Ja, kaj si hočeš? Ja, no, recimo v fitnessu, v katerem sem jaz, no, zahajajo tako moški kot ženske, seveda, ne, in je prav sta ločena prostora. Moški del pa ženski. Res, niso skupaj, pa? Ampak moški ne smejo v ženski del, pa ženske pa lahko grejo v moškega. Tako da jaz grem vedno moškega, ker ženske so mi tako malo. Zakaj pa moški, pa ne zdaj pod tušom, govorimo prav vadba. Ima prepoved notiti moškega, pa? Zakaj to? Ko so težili? Ne, tako je, ločeno je. To v Novem mestu imate to, ne? Ne, v Ljubljani. Ne, v Ljubljani, to pa čudno, Ljubljana je bolj liberalna glede tega. Ti, Barbara, kaj pa tuširanja, recimo skupna, to sem videla po fitnessu, to tem zdaj bi se už smejala, pa sem odprt človek, ne, ampak recimo zdaj tudi sam malo na fitness hodim, ampak nekateri moški tam se slečejo, ampak pazi, grejo po tuš, ampak se slečejo že 3 minute prej, ne? In se nagi med seboj pogovarjajo in prije tuša ven brez brisača in se še kar pogovarja, ampak je nag, ne? Zdaj sem jaz fuken, da mi je to čuden, ali se oni radi kažejo. Da mi to povej, no? Ne, enim je to popolnoma normalno, ne? Recimo pri ekipnih športih. Fanti, ki to počnejo že od malega, njim je to čisto nekaj normalnega. Ampak mislim, sem pa res čuden, da mi je to čuden. Mogoče ti je zdaj še čudno, da čez nekaj let ne bo več. Ampak zakaj se ne more sleči tik pred tem? Zakaj mora 5 minut prej biti nag, pa hoditi takoj pa se pogovarjati? Ne, vseeno, veš, a je nag ali pa v hlačah. Kaj pa ženske imate tudi tako, da ste nage tam z tušem? Tudi, ampak mislim, da redko katera gre pod skupen tuš. Jaz ponavadi nimam nobene družbe. Ne, mislim skupen tuš, mislim, da se pač tuširate tam v tistih prostorih. Tako. Pa vidiš pol nage ženske druge? Zelo redko. Mislim, se gledate med sabo, kaj? Ne, punce dejansko ne grejo pod tisti tuš, ker to je ni tako, da bi bilo ločeno, veš, da bi bila kakšna pregrada vmes. Pa si pomagate recimo pri milnici, recimo? Ne. A pa da ti reče, sorry, mi daš malo milnice? Ne, bi šla tudi v tem primeru rajši v moški del potem, ne? Ne, ženske mi nekako ne prevlačijo. Ti nisi za ženska najbolj, jele? Ne. Si imela kako žensko, da je kaj? Ne. Niti poljuba? Ne. Čist antilezbična si naravno. Antilezbična, totalno. Ne. A ne rečejo, da sam ženska ve, kaj ženski paše? Ne. Ne? Lahko da rečejo, ampak... Pa ti si striktno za moške, si striktno. Tako. Mene ne moreš prekrstiti. Ne moreš? Ne, kaj pa trojček, da bi ženska bila vse zraven, da bi ti vse gledala, recimo? Ne. Tudi ne? Ne. Pij, da si zadržana. Ne, nisem zadržana, sem moški všeč. Barbara, no zdaj pa skočma, predno grema potem proti koncu še malo na tebe, skočma še na ta narodno-zabavni del tvojega življenja. Ti si ekspertka, tudi na radiju delaš, ne? In ti si ekspertka za te narodno-zabavne scene, ampak tudi malo te rumene tračarije, malo gledam, da malo omeniš, govoriš. Mi lahko poveš, kak tak trač, zanimiv trač, seksualni, recimo, ne vem, da je Blaž Švab iz Modrijanov, Kresno, ne vem, Veselo Štajerko, ali pa imaš kaj taga, razumeš, iz prve roke, da mi lahko poveš, da se ki plete, kaj pa še ne vemo, no. Ker gostil sem namreč v tej vdaji kar neki narodno-zabavnih gostov že, ampak imaš kaj taga iz prve roke, ker oni kaj dosti ne povedali, če je bil ga tu Anže in en kurc je povedal, ne. Nič kaj skrivnost, ne razumeš, samo da bi nam poročen z Brandijevo hčerko, ampak dobro, imaš kaj taga? Ja, jaz marsikaj vem, ampak teh skrivnosti ne izdajam. Niti malo? Ne, to ne, da so samo znanci, so tudi prijatelji. Pa se nisi pri duhovniku zdaj, da gre v grob odnešati. Ne, prijateljev ne izdajam, sploh pa ne javno. Kaj pa recimo, vsaj to mogoče, kjer je tak živahen,
bolj, da skače sem pa tja, veš, vsaj to mi lahko kjer ga poveš, da je jebač narodno zabavno. Obstaja. Kjer? Ne bom ti povedala. Ja pa pizdo mater, baba, komu boš imel, če ne meni? Ne. Kako to misliš, ne? Polno ho povedala. Ja pa je bil hop, pizda. Kaj pa ženske, kjer so take bolj poredne, tudi, ne veš? Štajerke. Vesele Štajerke, loti. Ha? A zdaj pa je zdala, loti, pizda ti materno, meni govorijo, si zvezana, tam se pa žgeš okolo, ali kaj, loti, pizda materno. Kaj ni pa policajka, mi kaj pi, čak malo pizda materno. Ja, v glavnem Štajerke iz teh vod. Nasploh, ne. Ja, ne vesele Štajerke. Ne. To je splošno znano, da so Štajerke bolj gajsne, a ni tako? Barbara, daj pa ti povej na hitro še tole, ti, ko si pa ti doma, recimo s tem svojim potencialnim možem ali ljubimcem, kaj ima ženo, ima predvidevam, ne? Ta kurac tvoj, ne? Samski, ali kaj? Ja. Zakaj pa niste skupaj? Zakaj ne veta, ki sta? Ja, no, da čak, ti bom povedala, ko bova, prav? Aha. Ko bova poročena, ti bom povedala. Povej mi, kaj mora moški tebi narediti, da si ti zadovoljna z njim? Da rečeš, pizdo, materno. Se mora kar potruditi. Res? Ja. No, kaj imaš rada? Predigra imaš rada ful? Tudi. Pa ful dolg? Pa ja. No, koliko mora trajati, pa ne zdaj, da gledaš na uro, ampak recimo, koliko mora trajati predigra pred tebi, da rečeš, kurba, lej, to je bilo pa to. CCA. Pa ne vem, pa sej predigra lahko traja cel dan, a veš. No, pretiravati, ne. Tako, a veš, lahko traja še preden se bista uživa, ko sta že pač na posli, no, recimo. Ne vem, 1 uro. 1 uro? Da si vzamemo časa, ne? Ampak da on tebe razvaja 1 uro ali ti njega, vzajemno. En drugega. Kaj? En drugega. Se pravi, pri tebi hitrega seksa ni, če prav razumem. Ne maram tega. Ne maraš? Ne. Da se rad si vzameš cajt. Tako. Pa da uživaš vsaki sekundi posebej, v vsakem centimetru. Če sem že z nekom, ki mi je res kul, potem si vzamem čas. Drugače si ga pa pač ne. Pa imaš toliko cajta, mislim, za te stvari. Ja. Če ful delaš. Tiste 3 ure, ko bi spala, pač si tegnemo. Da smo za 1 uro prišli na 3 ure, že kaj. Koliko ti je pa seks pomembno v življenju, recimo? Bi lahko bila brez njega? Pa ne. Ne. Ne, meni se zdi, da je to čist normalna in naravna stvar. Kaj pa, recimo, moški, ki ti je ful všeč, ki ti dogaja, da mu pa tukaj manjka majčke, kaj bi bila z njim, ali pa bi probala, pa bi vsem videla, da pač ne bo top shit, no? Bi bila z njim ali ne? Bi probala, pa ne vem, če mi bi bilo... A ti je to ful pomembno? Mislim, da je moški tu dober, da se ujameta, no, tako bom rekel. Pa ne samo, da je dober, ja, da se ujameta predvsem. Ja. Če tega ni, bi bila nezadovoljna. Se mi zdi, da nisi sproščen potem tudi nasploh v življenju, a ne? Mora biti intima pošiljtana. Barbi, glede na to, da si ti oblečena zdaj, ne, imam jaz s sabo ena čudežna očala, ki vidijo skozi obleko. A veš, in zdaj bom jaz v bistvu tule, samo mal, ček, aha. A je on? Uti pizdo materno. Jebim ti, Barbi, to, evo, zdaj vidim, zakaj moški v bistvu si mora vzeti 1 uro za tebe čas, ne. Pa čisto obrita si, pizda, to pa nisem mislil, da imaš malo črnice, pa nimaš, ne. Svaka ti čas, ti kaj nerodno zdaj, ko te nago gledam? Ne. Res ne? Ne. Čist nič? Čist se vidim, veš? A bodi tudi? Velike strobne usnice, male strobne usnice, ščeketavček, vse vidim. Vse super. Nič ni nerodno. Veš pa ti ne rabim nič posebej razlagati. Ne rabiš, vidiš, fino. Ja, lepa si, ne, kaj ne rečem, pizda, ti materna, ti mala lušna Barbara Pirh. Barbi, končala bova pa z 3 vprašanji, ki jih ti zastaviš meni, karkoli želiš, in potem se posloviva, evo, daj si duška. A nisi mogel tega prej povedati? Kaj pa si mi pripravila, pizda? No, da te vidim, evo, improviziri. Kaj je tvoj največji fetiš? Lizanje pičke. To bi lahko vedela. Kaj vprašuješ, bolj, pizda? Mogoče še kakšna neizpolnjena fantazija. Čak. Ker vzem si čas. Kurva, veš, nisem ziher, če pizda. A dej, no. Hotel sem fukat z Naomi Campbell, ampak to je bedarija, to ne morem, to je brez veze, ne. Tako da bi probal, veš, tisti 1 na 1 ali pa 1 na 3, whatever. Ne, po moje sem vse, že kar sem hotel, sem naredil, no. Moram reči, no. Prej si rekel, omenil si narodno zabavno glasbo, ne? Katera narodno zabavna glasbenica je pa tebi najbolj fukiš? Najbolj fukiš? Severina šteje? Narodno zabavna. Ja, sorry. Slovenska narodna zabavna. Slovenska. Veš kaj, enih par lušnih sem zoprne, ne? Ja. Tar tistih ne bom omenil. Najbolj fukiš, da bi okresno, brez razmišljanja. Tako. Natalija Verbot ne šteje?
Ona ni narodna zabava. A ja, je novi Medjoške. Barbaro Žerjav iz Donačke. Njo pa bi, ja. Njo pa bi. Cool. Ok, ja, to je to? Dobra izbira. Evo, Barbara, tvoj zadnji stavek gledalcem Gardnerjevega bordela, po nečem, kar ste bo spominjali še nekaj časa, morda na svet iz prve roke, kot izkušena, zrela, zdrava, predvsem zdrava ženska, kaj bi svetovala moškim ali pa ženskam, da se bo imel boljš v svojih zvezah, razmerjih, seksu in tako naprej. Evo, dam ti, da poveš. Upajte si več. Upajte si več. To je to. Ja, to je to. Kratko je jedrnato. Barbara, bila si čudovita gostja. Hvala za Obljubil povabilo. sem ti, da ne bom pretiraval in mislim, da sem se držal nazaj. Sem se držal nazaj? super Mislim, si da bil. sem držal obljubo. Super si bil. Evo, vidiš. Tako da, dragi gledalci, to je bila ena in edina Barbara Pirh.